Pozdravljeni v 20. epizodi Simple Life podcasta 17. avgusta 2020. Zdaj v bistvu se skoraj zajtrku na sred prekinu, pa ne po lizu krožnika, je, da čim prej tole povem, ko te prime ena ideja, jo moš tako čim prej ubesediti, da ne zgine. Če omenim že lizanje krožnika, tako od malega sem se navadil pač pojesti do konca in mi je ful zanimiv polizati krožnik, ne vem, da še zdaj to delam. V glavnem, ne v gostilni se zato noben ne ve, da to delam razen domačih, ampak ja, je tako ena smeh navada, v glavnem. Pojmo na bolj resne teme. Namreč, klele mislim, da sem naumil, kako prideti od tega, da se dobro počutiš, kako prideti od integritete oziroma od dobrega odnosa s samim sabo do vere Boga in teh globih tem. Mislim, da dober odnos sam s sabo ni globoka tema, ampak ja, kako prideti do pol od tega in vse do najglobih tem, pa je tako vse ena in ista zadeva in je na ful zanimiv način povezana. Kje pa začeti? Pri Jordan B. Petersonu. Ja, v bistvu njegova predavanja sem pred časom gledal. V bistvu eno obdobje, ko sem sam njega poslušal, tako res vsak dan, pa mislim, da niti ne pretiravam, ker rečem vsak dan, tako na polno sem ga poslušal, pa tudi mislim, da imam še zdaj na ta prvem blogu selfnaut.com imam en semester predavanj ima tip objavljen na temo kva so bile že? Mislim, itak na temo psihologije, ampak na temo ne maps of meaning, ampak mislim, da personality and its transformations. No, in sem pač te timestampe na YouTubeu, časovne oznake, kdaj je kaj povedal, za 14 enournih predavanj naredil, v glavnem pač ful sem preposlušal tega. In takrat mi je ta delayed gratification ostal v spominu. V smislu, da nekaj zdaj narediš in šele čez čas dobiš nagrado za to. Da pač rezultati niso takojšnji. In bolj, ko imaš razvito to sposobnost, bolj si lahko uspešen, ker se lahko lotiš večjih projektov, ker pač večji kot je projekt, dalj časa bo ponovadi trajalo, da pridejo rezultati, ampak bo ti rezultati veliko večji. No, kar se tega delayed gratificationa tiče, sem pa pol prišel na temo, kako sem prišel na to temo? Ja, da lahko sebe ne gledaš standardno, kakor da si en človek, ki se premika skozi čas. Ja, ker večina nas tako vidi, je kakor en ta, pejmo spet nazaj na letališče, a veste, ki imajo one premikajoče trake in je pač čas, ki se premika v eno smer in ti, ki se premikaš v drugo smer, oziroma potencialno se tudi oba premikata v eno smer. No, pač čas je in ti se počasi pomikaš naprej. In tako nas večina dojema sebe. Pa sem se začel spraševati, kva pa če, ko je Pearson govoril tudi veliko o tem, da je kakor en ti prej, ki je pač nekaj naredil in zdaj ti živiš v rezultatih, kar je ta tip naredil. Kakor moj life zdajle je rezultat tega, kva so vsi prejšnji Jureti naredili. A veš, če je Jure včeraj, oziroma rečemo temu, če je pretekli Jure spucal stanovanje, sem jaz zdajle, se pravi zdajšnji Jure, je v čistem stanovanju. A veš, jaz zdaj uživam v čistem stanovanju. In je res, kar je model včeraj naredil, jaz zdaj uživam v sadovih tega njegovega dela. Ali pa obratno, če ni spucal stanovanja, je pač vse vsran.
kakor ta vikend, ki nisem sesal in je pač že zdaj ful prišlo kle. No, glavnem, gre v obe smeri, ampak to gledanje, da jaz nisem en človek, ampak da lahko sebe razdelim na 3 dele nekako. Na preteklega sebe, na zdajšnjega sebe in na prihodnjega sebe. In da potem nima več toliko veze ta hoja skozi čas, zato ker v tej hoji, v prvi zgodbi, pač ti hodiš skozi čas in si vedno ti. V tej zgodbi, ki imaš pa, več, ki je več tijev, ki so pač pretekli ti, zdajšnji ti, pa prihodnji ti, pa niso več živi ves čas, če tako gledaš, ampak je samo zdajšnji ti, ki je živ zdajle. Ki je pač zdajle tukaj prisoten, zavesten in živ, rečemo temu. In kar te delajo, je predajajo life en do drugega. Se pravi, pretekli jaz je predal vse to, kar imam jaz zdajle tukaj, meni. In jaz bom zdaj pač nekaj naredil in predal to prihodnjemu sebi. In lahko tako gledaš, da, jaz nisem en človek, ampak sem 3, ki si med sabo podajajo ta life. In kar je ful zanimiv tukaj, kar je ful boljš, je, da je veliko lažje dojeti odnos, ki ga imamo sami s sabo na ta način, če ga narediš manj abstraktnega in sebe vidiš kot preteklega, zdajšnjega in prihodnjega sebe. Ker potem lahko ta odnos med preteklim tabo pa zdajšnjim tabo zelo jasno vidiš in vidiš, kako ta odnos vpliva na odnos med zdajšnjim tabo pa prihodnjim tabo. Recimo, da je včerajšnji Jure rekel, dej boš ti jutri šel v Hofer po fižola je bolj malo, pa korenje, pa bi še en parmezan kupil, pa skute zmanjkali. Evo, je včerajšnji Jure rekel današnjemu pejt po tole. In zdaj jaz, današnji Jure, ima nalogo, da gre v Hofer po te 4 zadeve, ki sem jih naštel. In fora je, da če jaz to naredim, kar mi je včerajšnji jaz, ne bom rekel ukazal, ampak pač rekel, da bi bilo ful fajn, če pač naredim, potem, če to naredim, sem nekako kakor držal svojo besedo iz včeraj na danes. In ker sem držal svojo besedo iz včeraj na danes, oziroma ker je bila ta, rečemo, komunikacija iz včeraj na danes, se pravi, daj ti to naredi, bom jaz to naredil, sem jaz to naredil. Ker je bila ta komunikacija uspešna, lahko jaz zdaj zaupam, da bo prihodnji Jure, da bo Jure jutri naredil to, kar bom jaz danes njemu rekel. Se pravi, jaz bom rekel jutrišnjemu Juretu, daj ti naredi, pač ta Excel tečaj deli naprej. Zdaj nek začetni Excel tečaj sestavljam, in recimo, da je to moja naloga za jutri oziroma naloga za jutrišnjega Jureta. In če bo on tudi to naredil, se pač, med preteklim, zdajšnjim in prihodnjim Juretom skozi gradi neka integriteta in s tem zaupanje. Oziroma, še en način je, ki lahko še bolj to povem, je, da pretekli jaz je zame naredil določene stvari. Se pravi, pač imam to stanovanje kle, imam nekaj keša še na bančnem računu, sem kakor tok, sem suh, ki je pač model zadnje 2 leti vsako jutro telovadil, tako da je pretekli jaz je zame naredil ful stvari. In zdaj, če sem jaz preteklemu sebi hvaležen za to, v bistvu to sem hotel prej razložiti. Če sem jaz preteklemu sebi hvaležen, sem vesel, da sem dobil vse to, kar imam,
šele pol, pazi to, šele pol, če sem jaz temu hvaležen, lahko zaupam, da bo prihodnji jaz meni hvaležen, ker jaz nekaj zanj naredim. Se pravi, recimo, jaz bom danes tudi, oziroma sem že telovadil, pa tudi zvečer ne bom jedel sranja, recimo, ampak bom, ne vem, ob 6 nehal jesti, se pravi, prevrtimo čez 5 let naprej, se ne bom zredil. Delal bom na projektu, šel bom v Hofer, a veš, bom jaz naredil stvari za prihodnjega Jureta. In ker sem jaz bil danes hvaležen preteklemu sebi, preteklemu Juretu, bo lahko zaupam, da bo prihodnji jaz hvaležen meni. Se pravi, da bo prihodnji Jure hvaležen meni. A veste, kva mislim? Ker če bi, recimo, jaz včeraj naredil ful stvari, pa jaz danes se zbudil, pa, a veš, bil tako, a veš, kaj da mi je vsem, da je on model vse to naredil, pa da imam jaz danes pedenan life. Pol, če sem jaz naredil ta oziroma pol nimam kaj dost zaupanja, da bo jutrišnji jaz hvaležen meni zdaj. Se pravi, če sem že jaz tak do preteklega sebe, pol pač sploh ne morem zaupati prihodnjemu sebi, da bo meni hvaležen za to, kar jaz zdajle delam. In pa se vprašam, zakaj bi se jaz pol trudil zdajle? A veš, zakaj bi jaz danes vse to naredil, če jutrišnji jaz, za katerega to vse delam, ko lahko nase gledaš tako, da ti vsakič, ko se trudiš, vsakič, ko švicaš, vsakič, ko delaš nekaj, kar ne rad delaš, delaš to zato, da ti bo v prihodnosti boljš. Ok, lahko tudi združiš s tem, da delaš nekaj, kar ti je všeč in da se in trudiš in uživaš v trenutku. Zajeben narediti, ampak pač, če najdeš to the best, večinoma pa delamo za boljšo prihodnost. In kar hočem reči je, da je veliko lažje delati za prihodnost, oziroma je občutek ful boljši, če veš, da jutri bo vesel, da si ti to naredil. A veš, jutri bo vesel, da sem jaz telovadil in šel v Hofer in posesal stanovanje in pač vse, kar bom danes naredil. Ampak to zaupanje, da bo vesel, pride samo tega, če jaz sem danes hvaležen temu včeraj, ki je naredil vse to, kar je naredil. In zanimivo je, ker to že delamo med ljudmi. Pač, če ti za prijatelja nekaj narediš, je ful boljš to narediti za nekoga, ki ti reče, stari, hvala. Kakor pa če narediš ta isto stvar za nekoga, ki je tako, ok. Kaj? Pač jaz sem to zate naredil, ti pa tako, ok. Pač za tazga človeka, ne vem, vsaj jaz, pa mislim, da smo kar v veliki večini vsi taki, da pač za enega, ki ni vesel tega, kar smo zanjo naredili, pač pa noš več delu za tega človeka nič. A veš, zakva bi, če še niti hvala ne reče. In to hočem reči, da tudi v odnosu s samim sabo ta ista stvar poteka. Pač ti moraš reči hvala temu včeraj, preteklemu sebi, zato da sploh imaš opcijo zaupati, da če ti zdajle švicaš pa delaš nekaj za prihodnjega tebe, da bo tudi tebi hvaležen. No, in tej zadevi bi lahko rekli integriteta, ki jo imaš sam s sabo. Mislim, ok, jaz razumem integriteto kot, v bistvu je zelo simpel enačba. Resnica je enako besede, se pravi stvari, ki jih govoriš, je enako dejanja, se pravi stvari, ki jih delaš. To pomeni, da vse, kar ti delaš, oziroma vse, kar rečeš, tudi narediš in da oboje je res, oziroma da nič ni zlagan, nič ni fake, vse je res. Torej, resnica je enako besede, je enako dejanja. Tvoje besede, tvoje dejanja.
In nekako, če to hvaležnost in to zaupanje med preteklim, zdajšnjim in prihodnjim tabo dobro zgradiš, se prav občutek integritete ti kar naenkrat pojavi v želodcu oziroma kjerkoli ga že čutiš in je tako ful dober. A veš, ko sam sebi zaupaš, ko veš, da ko boš neki sam sebi rekel, ja, to bom naredil, veš, da boš naredil. In ne vem, kva je božga, ko to, da zaupaš sam sebi in pol dejansko vsakič narediš zadevo, ki jo rečeš, da boš naredil. Pa to je tako perfektno dobro. Sicer, moram omeniti, da pol, ko enkrat se zaveš, da je integriteta pomembna stvar in tega občutka pol nočeš zgubiti, kar naenkrat postaneš zelo previden, kva govoriš. A veš, recimo se poslavljaš z kolegi, s katerimi si se ravno kar videl, pa tako en reče, ja, bomo šli kje pa se še tam pa tam dobili, ali pa daj se dobimo naslednji teden, pa ti rečeš, ja, daj se dobimo naslednji teden, čeprav je bolj neke vrste retorično vse skupaj, ker noben zares mogoče ne misli, da bi se res naslednji teden dobili, sam je pač tako fajn ideja in pa vsi, ja, dajmo se naslednji teden dobiti. No in ko pa enkrat sprejmeš integriteto kot eno od svojih glavnih vrednot, po kateri hočeš živeti life, pa kar naenkrat mora to odpadati oziroma ne smeš več tega delati, ker pač kar naenkrat je tisto, kar rečeš, je pač res. Če nekaj rečeš, ja, je temu tako. In če rečeš, da se naslednji teden dobite, pol pač se naslednji teden dobite. A veš, lahko greš res na 100% integriteto, kar, ok, še vedno smo ljudje, tako da na 100% integriteto meriti je super ideal, ampak ok, dajmo na tako 99%, pač 1% mora biti manevrskega prostora. Ampak ja, kar naenkrat potem postaneš pozoren na to, kar govoriš. O čemer je tudi Pearson rekel, da je enkrat v življenju se zavedal, da se ne počuti dobro oziroma da se počuti šibko, če iz ust oziroma reče nekaj, kar ni res. In pol je postal pozoren na to, kaj govori in opazil, da večina stvari, ki jih reče, da ni res. In je rekel, da je začel včasih govoriti, pa se je vmes stavka ustavil. Ker je pač opazil, da laži hodijo iz njegovih ust in se pač ni pri tem dobro počutil in je pač ustavil zadevo. In pol premislil, kva je res, kva ni, in sam še kar je res, je prišlo iz njegovih ust. Tako da ja, ta pozornost na svoje lastne besede je pomembna stvar oziroma pride pol, ko enkrat dojameš, da integriteta je ful fajn. Zakaj pa besede? Je pa to, ker imamo misli, imamo besede in imamo dejanja. Ok, zdaj, kar Ramdasa poslušam, je za dejanji v bistvu lahko tako gledaš, 5 nivojev neke vrste. Ta globi, ta, ki ni ubesedljiv, so čustva, pol imaš misli, pol imaš besede, ki že vplivajo na resničnost, pa imaš dejanja, ki še bolj vplivajo na resničnost in kar najbolj vpliva na resničnost, kar prej sploh nisem vedel, oziroma šele zdaj, ker Ramdasa poslušam, sem ugotovil, da je še ta nivo, kakovost tvojega obstoja. Kako pač ti obstajaš v svetu, kdo si, a si dober človek, a si slab človek, pač to, kako ta kvaliteta tvoje esence, tvojega bistva, tvojega obstoja kot človek, ne vem, kako bi drugače povedal, da je to še bolj važen oziroma s tem še bolj vplivaš na svet, kakor pa svojimi dejanji. No in če imaš teh 5 nivojev, je fora, da začnemo integriteto pri besedah, ker na čustva nimamo nekega vpliva, medtem ko misli
če bi mogel narediti vse, kar se meni kle v glav pojav, če bi mogel vsako misel narediti, se ne morem, mislim, teh je toliko, pa toliko različnih, pa še nasprotujejo si kdaj, ne. Tako da, kar se integritete tiče, so misli čisto izvzete. Kar se integritete tiče, pač misli so tam in lahko misliš karkoli in imaš 100% svobodo misliti karkoli in nič od tega ti ni treba narediti. Tako da, kar se tiče tega, da resnica je enako besede, je enako dejanja, misli so čisto izštete iz tega. Tako da, če si ti sam misliš, bom jutri to naredil, to šteje natanko 0. Če si nekaj misliš, da boš naredil, ali pa če si nekaj misliš, da ne boš naredil, ali pa če nekaj sam misliš, 0 to šteje. Takoj, ko izrečeš to, takoj, ko napišeš to, ali na telefon, ali na list papirja, takrat začneš šteti. Prav ta meja je. Mislim, vsak človek si jo lahko postavi tam, ko sam hoče, ampak jaz jo bom tule postavil, da pač dokler je nekaj v moji glavi, je samo v moji glavi in ima 0 veze z resničnostjo. Šele, ko jaz to spravim v besede, se pravi, ali izrečem, ali napišem, šele takrat začneš šteti. Ker misli, kot prvo, jih je preveč, kot drugo se prehitro pojavijo, kot tretjo možgani nikoli niso tih, oziroma so momenti, ki so tih, ti so tako najboljši momenti. V glavnem, misli, ne, tleje smo, kar se misli tiče, smo svobodni, lahko razmišljaš karkoli, nič ni treba narediti. Pri besedah se začne integriteta. In kako se jo pa točno začne graditi, pa lahko en svoj ritual opišem, kaj pa bom to res opisal. To je vse kakšne lansko leto, mislim, da se je začelo moje razmišljanje o integriteti, pa o tem, da bi rad prišel do tega, da karkoli si rečem, da bom naredil, da tudi naredim. Ker, ne vem, je bilo eno obdobje, ko pač se tega nisem držal, pa so bile ideje, pa dajmo to narediti, pa bom jaz to naredil, pa pol iz tega ni bilo nič in sem se pol kot gnoj počutil, ko tega nisem naredil. No, pa sem pa enkrat ugotovil, da jaz to rabim spremeniti in da more biti prav neka prelomnica. V smislu, bom zdaj ta ritual opisal od A do Ž, da prelomnica v smislu, da more biti nek ritual, ki jaz sam sebi dam vedeti, da zdajle pa mislim resno. Da ta zadeva, za katero sem ritual izvedel, šteje za mojo integriteto in da s tem se ni za hecati. Ampak obenem je prišla ugotovitev, da kar se tiče držanja besede, nekako, se ne vem, a imate ostali isto občutek, da ko greste spat, je kakor neke vrste reset. A veš, da se na tem je tudi cela tista zgodba prej zgrajena, veš, pretekli ti, zdajšnji ti, prihodnji ti. In kar loči te med sabo, vsaj jaz bi kle meje potegnil, je spanje. Se pravi, pretekli ti je v bistvu včerajšnji ti. Bolj je šel spat in po spanju si današnji ti. In ko ga šel ti spat, je konc današnjega tija in se začne prihodnji ti. V glavnem, ta spanje je neke vrste reset, pa neke vrste prelomnica med preteklim, zdajšnjim pa prihodnjim oziroma včerajšnjim, današnjim pa jutrišnjim tijem. No, in ker se ta reset zgodi, je fora, da je držanje svoje besede najboljš izvajati tekom te enote, tekom enega dneva. Se pravi, da jaz od včerajšnjega sebe ne dobim nobenih nalog. Saj vem, da sem na začetku govoril, da sem si včeraj napisal, a veš, da grem v Hofer, ampak je fora, da to je bilo včeraj. Jaz bi hotel vsak dan začeti iz 0.
Tako da, če imam klele listek napisan, da grem danes v Hofer, pol se moram danes odločiti. A veš, ok, res bom šel v Hofer. Pač današnji jaz se moram odločiti, da bom to naredil. In kar se pa rituala tiče, je pa isto. Je pa v bistvu za prepovedati si stvari, ala večernih 5 obiskov hladilnika, ne. Eni res rad, jaz imam to, mislim, da od svoje babi iz Domžal, da rad jem. In pač jaz bi bil zdajle toliko debel, če ne bi imel samo kontrole. To je tako 20 kg gor, fiks. No in lih samo kontrola pač pomaga, nič drugega ni kle za narediti. Ok, dober metabolizem tudi pomaga, ampak... No, kar sem hotel reči, ta ritual, ki ga omenjam, je zato, da si nekaj rečeš, da ne boš naredil več do jutri zjutraj. Ko včasih sem si rekel, ok, ta teden ne bom jedel sladkorja in se pol tega nisem držal. In potem sem ugotovil, ok, kar mi bi pa uspel, je pa to, da do konca dneva ne jem cukra. Ok, to bi mi uspel. In pol, če mi to uspe, pol jutri lahko si na novo dam to besedo, da jutri do konca jutrišnjega dneva spet ne bom jedel cukra. A veš, ne da si dam jaz besedo za 1 mesec ali pa za 1 teden naprej, tega pa ne bom delal. Ampak si jo dam vsak dan posebej. In je ful bolj prilagodljiva metoda, ker gre vsak dan posebej in veliko bolj izvedljiva, zato ker današnji jaz ima za poskrbeti samo za danes. A veš, če si jaz dam besedo, da do jutri zjutraj ne bom jedel sladkorja, je to samo do jutri zjutraj in bom zdržal. Pa kar se zgodi je, da vmes je ta reset in pol jutrišnji jaz se bo pač z jutrišnjim dnevom ukvarjal. A veš, ampak model ima novo zalogo te energije, te volje in je... Ja, jaz danes moram sam do konca današnjega dneva zdržati. To je to. Kar se tiče držanja te besede, jaz imam za poštimati danes. Jutrišnji, Jure, se bo obadil z jutrišnjim dnevom. Jaz imam za danes za poštimati in to je to. To je vse, kar je v moji domeni. Tako da, kar se rituala tiče, je za stvari, ki jih nočeš delati, ker ta ritual jemlje moč od tega, da ga nikoli v lifeu ne mislim kršiti. Ok, po pravici povedan, enkrat sem si dal besedo, da ne bom jedel in sem eno rubido dan pojedel še. Šel na sprehod, ne vem, pač eno rubida je bila tam in pol prav eno presežem in me tako mečkar me peče vest, ker tako v lifeu nisem mislil kršiti tega, ampak eno rubido sem pa pojedel. Ampak je bilo tako, dobro, se to so sami izgovori, ne, ampak ja, nisem bil doma, pa malo sem pozabil na to, pa rubida me bo prav do konca lifea mi sledila. No, v glavnem, to resno mislim. Ta ritual jemlje svojo moč od tega, ki ga nikoli v lifeu ne mislim kršiti. Minus ta rubida. No, in zato je samo do konca dneva, ker za dalj časa si niti ne upam dati toliko močne besede, a veš, kaj nikoli v lifeu ne mislim kršiti. Do konca dneva pa bi šlo. In tudi samo za stvari, ki jih ne bom počel. Zato, kaj veš, če kaj pride vmes, pa sem si jaz dal to besedo, zato da bom to pa to naredil, pa prije nekaj vmes, ponovadi nimam časa, veš, da to pa to naredim. Če pa rečem, ne bom tistih stvari naredil, pa tudi če prije kaj vmes, a veš, jaz lahko še vedno ne naredim tistih stvari, ker vse, kar rabim, je, da jih ne naredim. A veste, kaj mislim? Je pač lažje ne narediti stvari, kakor jih narediti. Zato je ta ritual je samo do konca dneva in za stvari, ki jih ne bom naredil. Gre pa takole, je in zvočna komponenta in fizična. Se pravi, kar se zvočne tiče, je prav, dajem si besedo, da do jutri zjutraj ne bom jedel. Ali pa dajem si besedo, da do jutri zjutraj ne bom pil. Ali pa dajem si besedo, da do jutri zjutraj ne bom gledal porničev.
Tudi tega so že velikokrat uporabil. In se zdaj uspešno, moram reči, 4 mesece že tako nobenega porniča pogledal, kar je, kar dost. Mislim, ne, da bi prej ne, ampak tako, uspešno odvadil, bi lahko temu rekel. No, to je, kar se besednega dela tiče. Fizični je pa zato, da po nesreča, veš, ne rečeš to, ampak da moš vedno še fizično izvesti. To je pa, da se noge daš lepo narazen v širini ramen, roke raztegneš, kolikor jih lahko, in pa sam tako jih zabiješ eno ob drugo, oziroma eno imaš, kako bi rekel, eno imaš stegneno, drugo pa v pest. Dano. In pa sam in ta tlesk. In ko to naredim, pol pač, lahko sem lačen, kakor čem, lahko sem se stradam, pa če sem si dal to besedo, da nam jedu do jutri, zjutraj pač ne bom. In se pravim, razen ene robide, v zadnjem letu sem si že dal neštetokrat, nikoli kršil. In odtle se je začela gradnja integritete, zato to razlagam. Veš, ko to je, začel sem čist z malim, se pravi, ura je bila, ne vem, skoraj polnoč, jaz sem bil sit, šel sem lih spat in takrat sem si dal prvič to besedo, da do jutri zjutraj ne bom jedel. In mislim, to je tako najlažji izvesti, ker se sploh nisem rabil matrati, veš, šel sem spat. In ja, itak, da sem držal besedo, čez 5 minut zatem, ko sem si jo dal, sem že spal in pol, naslednje jutro in lahko spet jem. No, in sem začel s toliko majhnim, veš, s takimi mini korakci in skozi povečeval, da danes lahko je ura, veš, 4 popoldne, pa sem jaz relativno lačen, pa pol še kaj drugega delam, veš, da sem še bolj lačen, ne? In pač ne bom jedel, ker, če sem si dal besedo ob 4 ali pa tudi prej, ne, je konc, je to. Pa se je že zgodilo, da sem imel obiske ali pa da sem šel k bratu na obisk, pa a boš to pa to, lih sem spekla, njegova punca, ne, in pač ne morem, sem že izvedel ritual in pač je konc. Beseda je bila dana in tukaj ni kršenja, veš. Ali pa najboljše so še ko si potreben, pa si daš takrat besedo, da ne boš do jutri zjutraj drkal. To sem res zdaj na glas rekel, ampak ja, tako izvedel vsakič, oziroma ne izvedel vsakič, ker pač, se pravi, ker enkrat beseda dana, je konc in ta integriteto jemljem pač resno. Tako da to je en način, kako lahko začneš odnos s samim sabo popravljati oziroma graditi to integriteto, je ta ritual. In zdaj imam pač ta en delček svojega lajfa, ki je vedno res, ki se pač, se pravim, samo na robida, to me vse že, fucking robida. No, glavnem, razen tega, tako vsakič, koliko je to sveše, ta robida me bo jebala cel lajf, zdaj ne me basati. Zakaj se je to zgodilo? No, glavno še 100% ne moram reči, 99,99% sem se tega držal do zdaj in moram reči, da občutek je ful dober. Pa pustimo robino zdaj. No, to je integriteta, kar se tiče samega sabo. Ampak fora je, da to se da pol, a veš, to lahko vadiš na samu sebi, da pač sam sebi daš neko besedo, se jo držiš in imaš vedno več samozaupanja. In tudi več samozavesti posledično. Kar je pa zanimivo je, da je to samo tako en korak do tega, da tudi z drugimi ljudmi delaš na isti princip, da pač, ko drugim nekaj rečeš, se pol tega držiš. In potem te folk začne bolj resno obravnavati oziroma te dojemati kot nekoga, ki je zanesljiv, ki je v redu človek
Ker pač vsakeč, ko nekaj rečeš, ja, to bom naredil, narediš. Sicer sem še zdaj zagovornik, da sta to dve različni zadevi, da če jaz sam sebi nekaj rečem, da bom naredil, je to ful bolj pomemben. Kakor da komurkoli od vas rečem nekaj. Da pač ni bolj pomembenega odnosa, ki ga imam jaz v svojem lifeu, kot sam sabo. Ali pa isto ti. Od vseh odnosov, ki jih imaš v lifeu, ta, ki ga imaš sam sabo, kako se ti sam glede sebe počutiš, pa kako sam sabo počneš, to je ta najpomembnejši odnos, ki ga imaš. In ja, če ta odnos temelji na resnici, pa da temelji na integriteti, je čist nekaj drugega, kakor da tega ni. No, ampak, ja, integriteta lahko v bistvu si jo predstavljate v 3D-ju. Evo, to je pa zdaj ta glavna misel. Integriteta je vrednota, ki je nekako v 3D-ju najbolj gledana. In lahko si predstavljate pač ta klasični te osi, x os je ta vodoravna, y, ja, bomo šli čisto matematično tole, y je una navpična, z je pa levo-desno oziroma prostorsko. No, in ta x od leve proti desni je med preteklim tabom na levi, zdajšnjim tabom na sredini in prihodnjim tabom na desni. To je, kar sem govoril zadnje pol ure. To je ta del integritete. Potem je z os, ki je v ravnini, no? Ta druga os v tej ravnini, na kjer je bilo dejansko hodil. No, z os je z drugimi ljudmi in vsemi drugimi bitji. Pač lahko na eni strani samo ljudi vidiš, na drugi strani pa vsa ostala bitja. Pač tvoj odnos z živalmi, z rastlinami, z pač vsem, kar je tukaj. In ja, ta odnos je tudi obojestranski, ne, se pravi, ti kolegu rečeš, le bom jaz to naredil, pa pol narediš, pa pol od njega pričakuješ, da če bo kaj rekel, da bo naredil, ne, ali pa naredil. Da če se zmenite ob 8 zvečer, da se dobite, se pač ob 8 zvečer dobite in ne, veš, pol 9. Veš, take stvari. Pol imaš pa še navpično os, y os. Ta je pa integriteta, ki je zgori, ki jo imaš z Bogom oziroma z svojim višjim jazom in spodaj z svojo podzavestjo oziroma z vsemi temi procesi, ki laufajo znotraj tebe ali pa svojim telesom, bi lahko rekel temu, svojimi možgani. Vse, kar je manj kot ti, ampak je še vedno ti. Čakaj, da pravim zdaj to razložiti. Najprej odnos z Bogom oziroma odnos z višjim jazom. Lahko si predstavljaš tako, da imaš 3 sloje in mi smo zdaj v tem ta srednjem in če smo mi neka duša, ki je pogledala iz zgornjega na spodnji sloj, pa rekla, ok, jaz bi rad, kakšen life bi jaz rada. Oziroma bom kar v moškem spolu ostal. Kakšen life bi jaz hotel imeti? Ja, jaz bi rad bil ta life tip, ki v Sloveniji rojen, pa za starše bi hotel imeti tale dva. Tega pa njo, pa pol bi imel še enega brata potencialno, ok, cool, ki bo mlajši od mene, pa rad bi, da prvih 30 let mojega lifea, se iščem, pa ugotavljam, kdo sem, pa da mi nič ni jasen. No, in pač, 30 let bo tako izgledal, pa pol bo 20 let like fucking awesome, pol bo pa še naslednjih 68 let, ki nekako še zdaj upam, da bom do 118 prilezel, naslednjih 68 let bo pa takole izgledal. In, je z vidika duše, ta life je cel spisan, je ta life sestavljen. Jaz sem si ta life, ki ga zdaj le živim, kot
višji jaz kot duša zbral. Mislim, I have no fucking idea why, res ni bi jaz, tako, zakaj bi si zbral, čeprav na trenutke ima svoje, čisto v redu, meni je cool biti jaz. No, glavno, ampak kot višji jaz sem si zbral ta life. In potencialno sem imel neko idejo, ta life si zbiram zato, da doživim to pa to zadevo, oziroma da naredim to pa to. A veš, čemur bi lahko rekel smisel, purpose, naloga, ki jo imaš tukaj, oziroma razlog za tvoj obstoj na tej zemlji. No, in zdaj integriteta, navpično gledano med mano tukaj, se pravi Jure Peharjem, pa mojim višjim jazom oziroma mojo dušo, je to, da jaz dejansko zdaj živim ta smisel, oziroma da živim to, za kar je ta duša zbrala ta life. A veš, da je pač life Jure Peharja je z namenom In jaz zdaj probam ugotoviti to in pol živeti to. In ker pač probam živeti smisel svojega lifea, mislim, za kar je ta duša prišla v to telo, pa zdaj živi ta life, imam jaz integriteto z višjim delom, z pač višjim jazom, z dušo, z Bogom, z tem, kar je pač na zgornjem delu Y-osi. Zdaj, če gremo pa na spodnji del Y-osi, lahko pa gledamo nase, kakor da, oziroma jaz včasih dostikrat že tako razmišljam o sebi, da jaz sem pač neka celota kle, pa imam pa podenote. A veš, telo, jaz nisem svoj telo. Moj telo, jaz pač imam ta telo, sem v tem telesu, ampak to nisem jaz, a veš. Lahko že logičen eksperiment naredimo, da če bi s kom od vas jaz zamenil, ali pa recimo, če vas več to posluša, če bi med vami zamenjali duše oziroma svoj osebnost. Se pravi, da se kar naenkrat znajdeš v drugem telesu. Ok, dajmo malo bolj jasno to narediti. Si ti, ki to zdaj poslušaš, pa en drug človek. In zdaj tvoja duša, tvoj tvoja psiha gre v telo od unga človeka, medtem ko duša, psiha od unga človeka gre pa v tvoj zdajšen telo. Kaj si ti? A si ti ta, ki ima tvoj originalen telo pa drugo dušo, a si ti ki ima tvojo original dušo pa drug telo? Mislim, da večina ljudi bi kar rekla, da original duša je tisto, kjer se oni vidijo, da so. Se pravi, tudi če telo zamenjamo, smo pač, ne glede na telo, smo mi to. Tako da, če bi šel v telo od enega od vas, sem pač jaz v tistem telesu, nisem pa več tukaj. To hočem reči, da jaz nisem moje telo. In ja, pač se vidim kot nekdo, ki je v tem telesu, zdaj pa če bi tudi zamenil telo, bi bil pač tam, ne. In pol isto je z umom. A veš, možgani pa te misli, ki jih imamo, lahko še na ta del gledamo, kakor da to je nekaj drugega, oziroma da je to en pripomoček, ki ga pač eno orodje, sicer ful zmogljivo, ne, ki ga imaš med ušesi, ampak to nisi ti, to je pač en pripomoček, ki ga uporabljaš, da vidiš ta svet na tak način, kot ga vidiš. Pol bi lahko še na svojo osebnost, a veš, gledal, kakor na nek konstrukt vseh teh konceptov, ali ime, državljanstvo, spol, no dobro, spol ni lih osebnost, ampak delno tudi, no, kulturno pogojen. In da vse, kar je del osebnosti, da to tudi nisem jaz, ampak sem jaz pač, rečemo, neka duša za vsem tem, na katero se je vse to nalepilo. In
lahko pol vidim te zadeve, kakor svoje telo, in vse ostalo, kot svoje podenote, kot to, kar je na spodnjem delu te Y-osi. In da jaz, če moram jaz izvajati to, kar mi je višji jaz naložil, da imam integriteto z višjim jazom, se pravi z zgornjim delom Y-osi, potem sem jaz zdaj v poziciji, ki nalagam svojemu telesu ali pa svojemu da je to pa to naredi. In sem v bistvu lih v obratni poziciji, ker jaz nisem ki izvaja, ampak moje telo izvaja stvari, ampak sem ki daje ukaze. In zdaj na men je, da dajem dobre ukaze oziroma v okviru, ki ga telo lahko izvede. In del integritete je tudi to, da ne samo, da se držiš, recimo, če se s kolegom nekaj zmeniš, da se držiš tega dogovora, ampak da tudi od folka, od pač kolegov in drugih ne pričakuješ več, kakor veš, da so zmožni. Je tudi to del tega. No in ja, nekako tako si predstavljam integriteto v 3D-ju, da pač med preteklim, zdajšnjim pa prihodnjim tabo, med tabo in drugimi biti, pa pol tabo višjim jazom in tabo z vsemi temi enotami, ki jih imaš. Telo, osebnost itd. Pol pa je bila še ena zadeva in to je, da iz takih simple stvari, kakor je to, da si rečeš, jaz bom pa to naredil in pol to narediš, pride zaupanje, ki ga imaš do samega sebe, pride zaupanje, ki ga imaš do drugih ljudi, pride zaupanje, ki ga imaš do Boga oziroma do vesolja oziroma da je en smisel tega tukaj. A veš, iz tega, ko sam sebi daš besedo, pa jo držiš, pa pol preko vsega tega, kar sem razložil, a veš, prideš lahko do zaupanja, ki ni usmerjeno v enega človeka ali pa v eno zadevo, ampak prideš do tega, da sam zaupaš. A veš, neusmerjeno zaupanje, ki sam zaupaš, da ima vse nek smisel. Da pač je tukaj tako, ker mora biti tako in ne more biti drugače in je dobro, da je tako. No in temu neusmerjenemu zaupanju bi lahko rekli basically vera. Da pač živiš z občutkom, da je vse nekako cool, tako kot je, da ima nek namen in da je ta namen v tvoje dobro. Ok, mogoče ne na tem nivoju tukaj, ne? A veš, lahko si pač bil duša, ki si je zbral en life, ne vem, ene punčke v Afriki, ki se je rodila staršem, ki so imeli neke spolne bolezni, pa potem je bila zlorabljena, pa je pri 11 oslepela, to zdaj dajem en primer, ki ga je Ram Dass navedel, ne? Pa je potem pri 17 letih umrla. A veš, je kakor, da si kot duša, da si se kot duša odločil, da hočeš ful neke karme predelati, karme kot pač stvari, ki jih imaš še se za naučiti pa za predelati. Ne? In da hočeš ful hitro predelati te stvari in si pač zbereš en tak life, kakor te Afričanke, ne, ki se ji to groznega zgodi, ampak, a veš, z njenega vidika, z vidika te Afričanke kot človeka, ne, je pač grozen life. Je res. Zdaj z vidika duše lahko pa gledaš to, kakor da je ful karme predelala in to v enem življenju. A veš, in pol Ram Dass razlaga, da je najboljš, da ne smeš pozabiti ne enega, ne drugega dela, da moraš istočasno živeti v obeh. In da vidiš, koliko ta ženska trpi in da je to grozen in pač probaš pomagati, če se le da, obenem pa vidiš popolnost te situacije, pa vidiš, koliko enega dela je ta duša upravila v tem življenju. A veš, da oboje naenkrat vidiš in pol kar
Mislim, ne, da gre trpljenje stran, ampak je manjš, zato ker vidiš oboje naenkrat. In sej, pravim, na koncu dneva je vse, kar sem zdaj povedal, pa vse, kar Ram Dass govori, je pač ena zgodba. In to je to. Ampak če ti ta zgodba omogoča, da živiš boljši life, a ima veze, a je res. In to je to, kar imam o integriteti zapovedati. Je pač ena od 5 vrednot, ki sem jih zdaj v lifeu najdel, po kateri hočem živeti. Čakaj, 5. Ja, ok, 5 jih je. Pristnost, zdravje, integriteta, sproščenost. Pa resnica. Kar basically je isto kot pristnost. Mislim, saj jaz pristnost dojemam kot mojo osebno resnico. Veš, ko imaš resnico, neko objektivno resnico, rečemo temu, pa imaš pa tisto resnico, ki jo ti čutiš, da je to zate res. In če živiš to resnico, ki jo čutiš, pol si pristen človek. No, in mislim, da je to tako temeljna vrednota. Integriteta je pa lih vmes, ta tretja, ki nekako brez tega, ne vem, no, brez integritete je nekako ta resničnost bolj taka zrahljana, pa bolj ne stoji tako korektno, tako konkretno, kakor bi lahko. In ja, začneš si jo pač lahko z nekimi rituali, mislim s tem, ki sem ga recimo opisal, graditi. Je pa, če si kdo misli, da so nepomembne te stvari, veš, da si rečeš, to bom naredil, pa pol ne narediš, celo počutje glede samega sebe temelji samo na teh zadevah v bistvu. Na tem, da si rečeš, bom naredil in pol narediš. Ali pa ne bom naredil in pol ne narediš. Fora je pa, da je to kakor ena mišica, ki jo moraš zelo počas začeti graditi, ker se lahko pretrga. Ali pa dobiš krč in pol itak, da te mine preden, da bi nadaljeval, ne. A veš, zato sem prej opisoval, da sem si prvič dal besedo z unim ritualom, tako, minuto preden sem šel spat, da sem jo za ziher naredil. Ker pol naslednji dan je to pomenilo, da jaz nisem en model, ki pač hoče imeti več integritete, pa ki hoče biti sposoben držati besedo, ki si jo je dal sam sebi, pa lih začel. Ne, jaz sem takrat, naslednji dan, pač model, ki si to vse želi, pa je enkrat to že uspešno naredil. Pustimo, da je une enkrat, veš, tako, res en pici guzi, tak mini držanje besede, tako res, tako, skoraj nič vreden, ne. Ampak je. In pol naslednji dan to daš na, 5 minut. In pol to počasi povečuješ in lahko pač iz prve roke rečem, da po letu pa pol tega, a res 1 let pa pol že? Ja, pa res, ja. Po letu pa pol tega je tako, life je boljši, Life je boljši. In s tem bi tudi zaključil epizodo. Ja, integriteta, folk, integriteta. Da kar rečeš, tudi narediš, pa da vse skupaj je res. Ajde, uživajte še naprej.